ja delat, kolikor se le da. Ko pogledam v vesolje, se zdi mi rad vrnil stoji. Če pa pogledaš malo bolje, se kar širi in rotira, oscilira in vibrira. Pričeli si se četrtkovi večeri kulture z kantavtorji in z nami je že to Adi Smolar. Pozdravljen, Adi. Pozdrav. Za začetek bi te najprej vprašal, iz kje črpaš to inspiracijo za vse te take melodične komade z takimi življenjskimi besedili? Jaz večkrat rečem, življenje opazujem in potem zgolj pripisujem. So plod opazovanja življenja, razmišljanja o življenju, tudi samo ironije je veliko. Pa predvsem neka želja je v meni, da bi bil angažiran v besedilih, torej da z besedili nekako spodbudim ljudi k temu, da razmišljajo, da se zabavajo tudi ob tem, ampak vsekakor, da nekaj odnesejo tudi pozitivnega, kar s pridom lahko uporabljajo v svojem vsakdanjem življenju. Na Google tipko Adi Smolar, na Ritworku, na Google, koliko vsega gor, smo vedno nisem. Še neko diplomsko nalogo sem prebral, so meni naredili. Ja, res? Je prav pisalo, ne, tista študentka, diplomantka me je res analizirala, da sem bil prav navdušen nad sabo. Moram vam priznati beseda, se kar gnusi mi, najprej zdravje, bolj kultura pravi in kakar spustili. Sumim, da je najstagarje in ušima, na kupmasti in žovce mesto. Zdaj v prihodnje čaka kak nov album, kak nove uspešnice? No, če bodo uspešnice, še ne vem, se s tem tudi ne obremenjujem, ampak snemam pa ja novo ploščo. Zdaj delovni naslov je Dnevi so kratki, noči pa dolge, morda bo tudi tako ostalo po eni pesmi, ki je taka šaljiva. Sicer pa z mano sodelujejo Mestni postepači, snemamo v studiu Činč, 12 novih pesmi. Nisem še prepričan, če bomo do vseh 12 gor, ker so dolge pesmi. Ampak za vsako lahko res obljubim, da bo prinesla eno svežino v naš slovenski prostor, ker pač me sicer bo sram iti na oder, če ne bomo kaj pametnega zapovedati, ali pa kaj duhovitega, ali pa res kaj izvirnega. Kaj pa nas danes, imaš kako posebno presenečenje, kaj nas danes čaka na tem Štukovem koncertu? Presenečen je že to, da sploh še igram. Jaz, ko sem začenjal, si nikako nisem mislil, pri svojih 50 in nekaj letih še nastopil, tako da že to mi je veliko veselje in upam, da so ljudje prijetno presenečeni, ko me zagledajo še živega in zdravega. Sicer pa, ne vem, jaz se za pesmi se odločam sproti, tako da zdaj trenutno še ne vem, s katero bom začel, s katero končal vmes. Normalno, da bom zapel tiste, katere ljudje pričakujejo, to je pač nujno zlo. Popevk poje v ljubezni, pravzaprav poje bolj v zaljubljenosti, v tistem trepetanju, pa dehtenju, pa to, ampak ta prava ljubezen ne vsebuje tega. Ta prava ljubezen je tisto, ko se znaš imeti rad tudi po mnogih letih skupnega bivanja. Ko se znaš odpuščati, se znaš pomagati, tolerirati, tolažiti in si vsak dan sproti izkazovati ljubezen. Želim, da bi to znali. Še kakšna misel za mladino na koncu? Vse moje pesmi so tako sporočilne, tako da povem, katerokoli pesem bodo poslušali, bodo lahko razbrali, kakšen odnos imam do sebe, do sveta, do vsega, kar nas obdaja. Želim vam uspešen študij, naredite sebe dobrega človeka in je treba delati, ta bi bila tudi primerna. Hvala, Adi. Ni zakaj. Ona vse, kar imam, daleč, je za nami upala. Leta prinesla so jesen,